Saj ne verjavate, kaj se je tu zgodilo. 2 uri nas ne je bilo doma, pa pogledajte, kakšno je. To je hujše tako, če bi bomba vsekala. Mislite, da vedno, ko bomo za 10 minut zapustili hišo, morali varuško iskati? Obljubili ste, da boste pridni. Lahko nekdo pove, kaj se je to ti 2 uri dogajalo? Sem vama rekla, da jih je nepametno pustiti same. Ja, vem, ne zle ne praviš dobro. Materinski dan je jutri, naša mama pa jezna kak rise. Pogledajte, kak nas grdo gledijo. Samo nije to bil naš namen. Taki dober načrt smo imeli, tak smo hteli lepo presenetiti. Zdaj pa to. Pa kaj vam čem še več razlagate? Itak ne te verovali. Rejši pogledajte sami, kaj se je v totih 2 urah dogajalo. Pa si sigurna, da jih lahko pri vas spustimo toti 2 ure? Saj naša mama doma, pa bi naša da ona lahko imela pasko. Ja, seveda, pa naj te bodo malo vkup, če se že tako dolgo niso videli. Pa saj so že dovolj stari, koncert pa že kak 2 uri tak ne traja. Pa ja, pa veš kaj, boljše, ko oni ostanejo doma, kak pa ga grejo z nami, pa tečnarijo, kdaj bomo šli domov? Ja, pa eden bo žen, drugi bo lačen, tretjega bo lulat, te pa od koncerta tak ne bomo imeli nič. Prav. Pa tako komaj čakam. Prav imaš. Pa saj to, kak si rekla, toti 2 uri pa so že lahko same. Deca, teko gledajte, kaj boste pridni, me smo za 2 uri doma, pa če te fest pridnite, saj gremo potem na pico. Lepo risanko, pogledajte, kaj sem vanjo naštimala, pa brez nori. Če bo pa kaj nujnega, pa pokličite očete. Dobro, spodaj v garaži igrajo tarok, ga bodo že prekinili in prišli sem, če jih boste rabili. Seveda ne da nič narobe, ne? Mama je zmeraj na tvoji strani, tudi če nimaš prav te brani. Pomaga ti iz zadrege in vse napravi zate, saj mama zares verjame vate. Lepo je, da ima tudi mama mamo, da kadar nasloni glavo na njeno ramo, ni večjega bogatstva na tem planetu, kot je ljubezen vseh src, vseh mam na svetu. Zakaj smo te si mogli v kirke priti, če je film zares najbolj napete? Ste zaprli vrata, kaj nas ne dočili v dnevno sobo? Ja, smo ja. Hitro povej, kaj lahko gremo dalje filma gledat. Dobro me poslušajte, jutri je materinski dan.
Kaj, če bi mi našim mamam pripravili neko presenečenje? Ja, kaj te lahko v todi 2 urah naredimo? Neka voščilnica pa čestitke smo tako že v šoli delali. Toga ne vemo še enkrat, zakaj, da ga pa tako nemamo cajta več. Kaj pa če pitamo dekline, če imajo nekako idejo? Ne, to moramo mi sami narediti, kaj mi mama presenetili. Nekaj bi res mogli pripraviti, to, kaj ono naredijo za nas, še več pa namesto nas. Ja, lahko bi nekaj namesto jih navedli, da se jim malo zahvalimo. Samo kaj? Lahko bi jim malo spucali, pa pospravili. Veš, kajokrat od naše mame čujem, kako bi bilo fajn, če bi vsaki za sebo malo spuca, pa posprava. Ja, lahko posodo mijamo, pa pomivalni stroj spraznimo. To stalno tako jamo reče, toga ne naredim. Moja mama strašno rada ne pegla, lahko še bi kaj speglali. Saj to ne gre biti tako težko, malo prileze sem pa to potegneš. Pegla je sploh ne težko. Jaz sem v šoli pri gospodinskem petku za pegla je dova. Pegla se vklopiš, malo sem pa to potegneš, pa je že fertik. Pa vem, ko ima vaša mama tu glih nekaj cot, pa pegla je že tudi parajt. Pa rože lahko zalejemo, namesto bi še koga kupili. Itak ima že zadosta. Glej, tudi orhideje tu, še malo pa bojo cvele. Ziher nucajo puno voda. Še moja mama bo vesela, kako bomo tvoji vse pomagali. No, te pa tak. To vse hitro navedemo, pa še malo filma vidimo. Gremo na delo. Ptička, ki sladko žgoliš, vetrski vejah šumiš, preko dobrov nesi pozdrav, daleč tja v rodno mi vas. In ko se vrneš, povej, kdaj bo kot bilo je prej. Kdaj spet domov, preko bregov, šla bom tja v rodno mi vas. Ptička ne poje mi več, veter od jadrav je preč. Sama sem spet, mrzel je svet, daleč je rodna mi vas.
Ste kaj kupile ali pa naredile mamam za materinski dan? Pa se zato še imamo cajt. Ja, veš, ki še je materinski den? Ne vem, če je glih kaj daleč glede na to, kaj smo gnaj 24. To pomeni, kaj je že jutre. Kaj? Ne me hecat. Vidvi že imata kaj za mamo? Seveda, mama. Kaj pa? Kupile smo ji knjigico. Gleda, tu jo imam. Naslov je Ti si najboljša mama. Veste, kakšne lepe misli so tu notri napisane? Zelo lepe. Naj vam preberem, kjer je meni najlepša. Mama je gospa, ki hkrati zmore ducat opravil in še ima čas, da popiha potolčeno koleno. Naj bomo jaz preverem, kjer pa je meni najljubša. Poslušajte. Mati je hrana, je ljubezen, je toplota, je zemlja. Njena ljubezen pomeni, da si živ, da si ukoreninjen, da si doma. Ste kdaj pomislili, koliko vsega nam mama sploh naredi, brez kaj bi zato sploh rekli hvala? Resen je, ja. Sploh ne vem, da si nazadnje rekla za bilo kaj hvala. Pa bi mogla najmanj vsak dan 100-krat. Ja, že takoj vjutro, ko me zbudi, da ne zamorim šole, pa še zajtrk mi naredi. Pa da me spomni, da ne pozabim ključev od marca ali pa športne opreme. Ja, pa kaj se manj skozi kaj friškega, pa speglanega za oblečte. Kako te skozi ve, kaj vse treba narediti? Ne vem, pa sploh in nišče ne treba nič reči. Jaz še tistega ne naredim, kaj bi mogla, ne da bi se še česa sama zmislila. Veste, kolikokrat moram jaz pomivalce sprazniti, pa poslu poslati, pa pozabim. Samo na konec dneva je pomivalec skozi prazen, pa posla je tudi poslana. Moja mama pa je tezna, če kaj pozabim narediti ali pa ne naredim. Samo potlej ona vseeno na mesto na mene naredi, pa potlej še jaz kaj naredim, pa takoj bo še vola. Moja mama je tu in je dolgojezna, samo takrat, ko pa je takrat tako, kot da bi se bliskalo pa grmelo po hiše. Takrat pa hitro naredim vse, kaj bi mogla. Naše mame si resen, da so že en veliki hvala od nas. Diana, še imaš kakaj liste, kaj bi še jaz kakaj vrst prepisala, pa ji ga jutri prebrala? Ja, pa jaz bi tudi kakaj lepe vrst napisala, pa bi ga jutri prebrala. Seveda, tam imam cel kup papirov. Kaj pa, če bi mamam naredile bone, da bomo cel teden namesto njih nekaj delale, pa se jim na tak način zahvalimo. Lahko. Naprimer, da bomo cel teden namesto njih pomivale posodo. Jaz bom torej še naredila samo za en dan, lahko pa cel teden devam mačke hrano namesto mame. Tinkara, to bi tako mogla, če je tvoja mačka. Jaz bom moji mami naredila bon, ker namesto njih mivala vsa okna v hiše. No, nazadnje, da sem ji pomagala, sem tako vse razmazala, tako je te kar sama puca. Čakajte, zdaj grem jaz po papire, ker ne bo kaj pozabila napisati. Joj, Diana, pasko mi, kako tam dol papire jemlješ, kaj neš česa dol vrgla. Veš, kaj ima vaša mama poleg totih stvari, sama dragocene stvari. Oj. Mamica je kakoj zaja, zjutraj se smehlja. Ko še dete v postelji se sanjami igra. In zato nikdar nikomu je ne dam. Eno le na svetu šine mamico imam. In zato nikdar nikomu je ne dam. Eno le na svetu šine mamico
noči vedi, da počivanje nudi temnino bez skrbi. In zato nikdaj nikomu je ne dam. Eno le na svetu si nema, nico imam. In zato nikdaj nikomu je ne dam. Eno le na svetu si nema, nico imam. Mamica je kakor sonček, srček in je zlat. Tako čaje, ki posije od nebeških vrat. In zato nikdaj nikomu je ne dam. Eno le na svetu si mamico imam. In zato nikdaj nikomu je ne dam. Eno le na svetu si mamico imam. Maček muri, koza poje, zvonček v uri, prebudi se, maček muri. Starcu si oči pomane, dvigne rep in hitro vstane. Mačjo posteljo prezrači, mačjo suknjo pokrtači. In na zajtrk se odpravi, v krčmo pri veseli kravi. Tam ga čaka stalna miza in točajka muca Liza, ki prinese lonček mleka in še mačji kruh od peka. Objedači poglobi se, muri v mačje časopise, vse prebere brez razlike, tudi vejice in pike. Potlej plača in čez cesto gre na sprehod v mačje mesto. Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog. Če mu kdo nastavi zanko, ga vzame kot širok. Jaz pa pojdem in zasajem, dovoljo ljudi. Eni lahki nosi sonce, v drugi roki zlati smeh. Bistri foto, hitri veter, bele zvezde, ven gola. Greš z menoj tja do konca tega silnega sveta. Jaz pa pojdem in zasajem toplo voljo pri ljudeh. Eni roki nosi sonce, v drugi roki zlati smeh. Jaz pa grem na zeleno travco, trgat rože za mojo mamico. Trgat rože za mojo mamico, lepe bele marjetice. Jaz pa grem na zeleno travco, trgat rože za mojo mamico. Trgat rože za mojo mamico, lepe mirne spominčice. Jaz pa grem na zeleno travco, trgat rože za mojo mamico. Trgat rože za mojo mamico, lepe plave vijolice.
Jaz pa grem na zeleno travco, trgat rože za mojo mamco, trgat rože za mojo mamco, lepe bele marjetice. Da očka mami postreže, pripasnik zaveže, posodo umije in če časi kaj razbije, pripasnik zavije in hitro skrije. Mami, kaj ti naj kupim? Mami, kaj ti naj kupim? Mami, kaj ti naj dam? Zapojem ti pesem o sončku, narižem ti vse, kaj znam. Naberem ti šopek vijolic, rečem, rada imam. Vozima, komu naj ga dam, da ljubimo mami dvakrat rad imam. Ne bom lovila zvezdic, na nebu naj žarijo, rož ne bom iskala, kjer so tam naj cvetijo. Nič ptičk ne bom prosila, da pesmice bi pele, naj letajo, kjer hočejo, proste in vesele. Sama bom zapela pesem iz srca, pa bo najbolj vesela moja mamica. Poglej, kako ta urca tikaka, joj napomena ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modni planet. Sliši se sekunda vsaka, urca šteje vsak korak. Nič ne tarna, nič ne čaka, strun dostopa kot vojak. Poglej, kako ta urca tikaka, je nam pomembna ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modni planet. La 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 la. Če zamižimo, z njo se vrtimo,
mislim, da to ne na boljše. Misliš, da vaša mama videla tudi mali flek od figlajzla? Ojoj, vse take majice več ne da mogla nositi. To moramo nekam skriti. No, ja, jaz sem mami navel že za Leja. Samo sem malo preveč nagna pri eni kantici, pa sem poleja po tepihe. Kjeren tepih je? Ta svetlen? Ja, tistem svetlen, ja. Pa vse to je samo voda, vse to, da se spucalo. Ja, ne samo voda. Poleg kantice je bilo neko gnojil, te pa sem ga noti vleja, pa je flek rjave fajbe zdaj. Te moramo to spucati. Saj sem že proba pucati, samo ne je šlo doj, pa flek je več je. Ambrož, tvoja mama ne da prav nič vesela. Prvo zažgana srajca, te flek na tepihe. Pa nama za Ambrož so se 2 talera strla, te da smo posodo gnivala. Kako nam je te to lahko uspelo? Če pa se misli mama preseneti, te ne pa v slabo voljo spravite. Ja, nič, kaj lahko pospravimo, pa skrijemo, ostalo pa bomo se že nekako zgovarjali. No, te pa vsake na nekaj hitro vzeme, pa skrije, pa hitro filma, da le gleda, tako nije poleg dobijo. Pozabim je, ker po tihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, ni zdravila nam. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi to, čisto z njo se potopim, gremo z njih in njo. Starša govorila sta, če boš šla odtod, vedi, tu te čakava, tu živi tvoj rod. Kjer se Jadran z Alpami spleta Maurica, tam ljudje zaljubljeni so Slovenija. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, ni zdravilo
Malo še, pa bomo doma. Saj ne vem, kaj ne pričakujem. Lana, nič ne skrbi. Saj pa imamo me pridno deco. Jaz vama povem, ko bomo me prišle domov, da jih pul že spalo. Točno tak. Moja dva začer zavra nisem kaj, zaspita v roku pol ure. Joj, jaz pa imam tak slabi občutek. Saj moji so pridni, samo kako nepotrebno bedarijo, vejo takoj narediti. Pa, saj to ne moreš nič. Taki pa so deca. Pa ja, pa v najslabšem primeru so malo dnevno sobo razmetale. Ja, par kokic podleh raztrosli. Pa to mu že posesala, pa tudi par kupic smo pohmila. Ja, zakaj pa te že tu od zvoza čujem, kako se derajo? To se ti samo zdi? Jaz nič ne slišim. Jaz tudi ne. Dobro poslišate. Joj, zdaj pa pač hitro stopimo. Jaz vama rečem, doma je norišnica. Kaj se je te tu zgodilo? Diana, kaj si stavila mamino najljubšo vazo? Veš, kaj ima to največje? Saj nisem samo rada, če sem jaz pospravljala. Julijan, kaj pa imaš ti to v rokah? Mamino najljubšo srajco. Zakaj je flekot priglezla na jej? Malo smo hteli mamam pomagati, pa jim spucati. Sem prtek priglezla, skoraj pustila doma. Kaj pa še držite v rokah? Kaj vi ste tudi kaj stavili? Ja, kam pa te tepih nesete?
Ja, mamina orhideja sem zaleva, te pa si malo poleja, pojan. Kaj, orhideje ste zalivali, pa če jih je že včeraj mama, pa veste, kaj jih ne smete praviti, zdaj jo tak hin. Ko pa imate ve tu teko papirov, malo pospravite, kaj naj do mama prišla v tako norišnico. Ja, pozabili smo na materinski den, pa smo hteli kaj drugega narediti, samo že spucale. Kaj pa vi mislite, ker mama ne da pogrešala tega tepiha pa bluze? Že vi in kak ste te mogli zagovarjati? Nekako bomo že. Se ve se boste tudi mogla. Ne pa ne. Ja pa ja. Mama te celo večer pokvarila, te da domov prišle, pa da videla, kakva norišnica je tu. Ne pa ne. Ja pa ja. Kak ste nesramne. Ne veste, ne se vam ne. Kaj pa se te tu dogaja? Do ven smo slišali, kako se krijate. Kaj je narobe? Saj ne me ne vervate. Zakaj imaš ti tepi v rokah? Pa kaj ti moj vazo držiš? Pa kaj ti teko papirov po tleh? 2 uri, da ste bilo doma, pa pogledajte, kakšna, tu je hujša tako, če bi kdo bombo vrgal. Mislite, da vedno, ko bomo za 10 minut zapustili hišo, morali varuško iskati? Sem mama rekla, ker jih je nepametno same pustiti. Obljubili ste, da boste pritne. Lahko Neša pove, kaj se tu dogajalo toti 2 ure. No, dale pa približno veste, kaj se je zgodilo. Malo smo še bili kregane, bolj zato, ker je eden preko ovega guča, pa sem mogla mama prav zdrte. Ampak na srečo so naše mama najboljše. Da smo jim povedali, kako, zakaj, so nas bolj vseeno razmele. Na zmagare, če ne smo bili najbolj pridni, podali na pico. Televizije pa ni še od nas naslednji teden ne smejo gledati.
Miha, kaj ti najraje počne s tvojo mamo? Naj razmislim, z mojo mamo se najraje igram skrivalnice. Zakaj? Ker mamo vedno takoj najdem. Jaz pa te tako dobro skrijem, da me mama zelo dolgo išče. Kaj pa ti najraje počneš za svojo mamo Zala? Jaz za mojo mamo najraje pečem piškote. Pa veste zakaj? Ker ji lahko pomagaš pripraviti testo. Ali pa ker lahko poješ kar ostane od čokolade. Tudi, še bolje pa zato, ker lahko vedno prva poskusim piškote, ko so pečeni. Jaz pa se z mojo mami najraje peljem v avtomobilu. Voziš v avtomobilu? Jaz vedno v avtu, takoj zaspim. Zakaj se pa rada voziš v avtomobilu, Liza? Zato, ker z mojo mami vedno poslušava vse moje najljubše pesmi zelo na glas in zraven pojeva. Jaz pa sem najraje, ko greva z mamo nakupovat. Zato, ker ti kupi vse, kaj si želiš? Ne, zato, ker po nakupovanju greva še na sadno kupo ali pa sladoled. Mame so res zlate, moja je najboljša. Ne, moja mama je najboljša. V bistvu pa je moja mama najboljša do vseh. Ne kregajmo se zdaj, za vsakega je svoja mama najboljša in najpomembnejša, saj bi vsaka mama za svojega otroka naredila vse. Zato si tudi vsaka mama, teta, babica, vsaka ženska zasluži, da imajo svoj praznik in se jim takrat zahvalimo za vse dobro, kar so nam v življenju storile. Hvala ti, mami, za vso umazano posodo, ki si jo pomila, za vso mokro perilo, ki si ga dala sušiti, za košare oblačil, ki si izlikala, za trate, ki si jih pokosila. Hvala ti, mami, da zmeraj veš, kaj je narobe, če tudi ti tega ne povem, za neštevilno načinov, ko si pokazala svojo modrost, svojo moč. Hvala ti, mami, da si bila zmeraj pri volji skakati, metati, loviti, plezati, pozirati, risati, peti in vpiti in ploskati. Hvala ti, mami, da se smeješ z nami, da z nami prelivaš solze, da nam vračaš ljubezen, trepetaš z našimi strahovi in živiš naše radosti. Dober večer. Danes imam privilegij, da vas lahko jaz pozdravim v imenu našega predsednika, ki žal ne more gor. Lepo pozdravljeni. Ja. Najprej bi se vam rada zahvalila, da ste se odločili in da ste prišli in se odzvali vabilu. Lahko bi pripravljali še tako lep program, pa če ga ne bi imeli komu pokazati, bi bilo kar žalostno. Zdaj pa pohvala vam, odlično ste se odrezali nastopajoči, ni preprosto priti gor na oder in odpeti in odplesati, super ste opravili delo. Tudi vam, gospa učiteljica, hvala, da ste se odzvali. Prav tako tehniki, lučkarjem, vsem, ki ste pripravili dvorano in jo očistili, se zahvaljujem. Predvsem pa Ana, tebi najprej, prosim lepo, da se mi pridružiš. Iskrena hvala. Vem, koliko je dela, res hvala lepa, da se vedno znova in znova za vse naše prigode in dogodke odzoveš in nam pripraviš čudoviti program. Hvala lepa pa tudi Ane Mariji, prosim, da se mi tudi ti pridružiš. Res hvala za lepo delo, tudi vam staršem, ki ste pripeljali otroke na vaje. Drage mame, vam in nam želim pa res lep večer. Naj nas naši partnerji danes malo razvajajo. Res biti mama je najlepši poklic na svetu, zato, drage mame, vse najlepše ob našem prazniku. Hvala lepa. Zdaj pa bi jaz izkoristila še to priložnost, ker bi vsi nastopajoči prišli na oder, pa bi naredili eno skupinsko sliko. Te pa hitro gor. Pa liči lahko prižgata.